Plavamo od tukaj tja, nazaj, pa tečemo okol. Fuck, no! Materej! Koliko je mene krč tam zagrabil? Jebo, mater, ej! Divjak 365, boh in klon, rušim rekord. Plavam od tukaj tja, nazaj, pa tečemo okol. Tukaj sem. Ko pridem sem, tukaj me že čaka majica za preoblečiti, merilc za srčni utrip, tole za švic okoli glave, da mi bomo malo pil, športne gate, športni zohnic, copati za laufat, hlače, manj da ni, a veš, da nam glih nak okoli jezera laufat. Uro imam pa zdaj tukaj tle gore, bom pa vlekel za sabo, da bo lepo skozi merila, beležila, pa še bom dal pa na roke. To je to. Zdaj bom pa res nehal govoriti, pa sem gasa. Ja? Moja dva spremljevalca, vid most. Ona dva mi bosta pobegla, neč. Moram začeti. Drugače mi bosta res pobegla, pa nimam spremstva, se lahko pa utopim. 18 stopinj, malo je mrzla voda, par let nazaj sem šel pri tej temperaturi z neoprenom, ampak vse smo rekli, divjak 365, mora iti naprej, ne? Ta zelena dežela me prevzame, če tudi jo gledam izosame. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Povsod sem bil čisto sam, pot za kruhom vodi vedno drugam. Prevozil sem tisoč cest, videl bliščim bedo tujih mest. Ta zelena dežela me prevzame, če tudi jo gledam izosame. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Pogled na Savo tako me grade, da oko zarosim, hribe ujame. Solza pravi srcu, ostani doma. Z nami doma. Pel sem pesmi in lagal, tuje ženske v zvezde koval. Iskal sem dom, toda zaman, v srcu je le tisti, ki ga pozna. Ta zelena dežela me prevzame, če tudi jo gledam izosame. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Pogled na Savo tako me gane, da oko zarosim, v hribe ujame. Solza pravi srcu, ostani doma. Z nami doma. Doma rojaku ne stisnem roke in mi reče, nisi sam. Ti si naš, mi smo tvoji, ne hodi več drugam. Ta zelena dežela me prevzame, če tudi jo gledam izosame. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Pogled na Savo tako me gane, da oko
tak, no. Materej. Zakaj nisem trail šuhu vzel? Ura 4:40. Zdaj sem pa nazaj doma. Tukaj, kjer sem začel. Poročilo, bom pa jutri kaj več povedal. Zdaj se mi ne da, pa utrujen sem, pa jaz bi račal, pa v jezeru sem še enkrat vrnil. Jutri bo dan za govoriti. Bohintlon. Bohintlon sem poimenoval, ker se to dogaja v Bohinju. To je ena taka stvar, ki sem jo začel delati že ne 5-6 let nazaj, je pa v bistvu to, da plavaš na drugo stran jezera, nazaj, pa še tek okrog jezera. Se pravi, v bistvu je to akvatlon, ampak ker smo v Bohinju, sem jaz to poimenoval Bohintlon. To so zdaj rezultati od prejšnjih let. Nekako sem rekel, Pikolina, letos imam občutek, da je en tak dober let in sem rekel, tole bojo pa rekordi. Res je bilo. En let sem bil boljši v plavanju, drug let sem bil boljši v teku, pa je bil prehod boljši, pa tekni šel, pa tako, vse je bilo nekaj čuden. No, letos sem pa oboje premagal. Plavanje sem imel najboljši cajt do zdaj, je bilo 58 minut pa 40 sekund, to je bilo leta 2022, se pravi lani. Letos je bilo plavanje 47 minut pa 32 sekund. Ja, podaril rekord in to za več kot 10 minut. Ne sekund, veš, minut. Dobar. Je pa spet zdaj tukaj en drug catch, ne. Razdalja, ki sem jo prejšnje lete plaval, je bila približno 1800, letos je pa 1740. Se pravi, 60-100 metrov manj. Pač težko je na drugi strani zadeti vedno isto stvar, ne. Glih tam, ko sem plaval, sem rekel, zakaj bi levo gor plaval na ti zob, kaj pa če grem kar naravnost. In sem šel dejansko res kar naravnost in zato je zdaj pač krajša razdalja, no. Ampak jaz mislim, da tudi tistih 100 metrov več, če bi plaval, da bi bil cajt plavanja pod 59 minut, oziroma pod 58-40 sekund, kar je dobro. Nič, pri plavanju kaj posebnega? Ja, pri plavanju bi poudaril samo dve stvari posebne. Mogoče še bolj pomembne, kot ta čas plavanja, je to, da je bolano mrzla voda. Voda je imela 18 stopinj, še par dni nazaj je imela 15 stopinj. Pač zdaj je bilo to deževje, obdobje poplav, ki je tudi po Sloveniji kar precej zalivalo, in se je voda krepko premešala, no. Par let nazaj, ne vem, 2018-2019, sem plaval z neoprenom čez. Tudi takrat je bilo približno 18 stopinj, s tem, da takrat nisem imel nobenega spremstva in me je bilo malo strah, zato sem si izposodil neopren. V neoprenu plavati so plusi, so minusi. Manj si gibljiv, pa manj drsiš po vodi lepo, je pa res, da te neopren bolj skozi gor drži. Tako da si v bistvu avtomatsko bolj plovn, se mi zdi, no. Pač, ker meni noge pa ritmi začne malo dol vleči in pol v bistvu tako plavam, ne, in se v bistvu bremzam, ne. Ti, če hočeš čez vodo iti, čim hitreje, čim lažje, moraš biti čim bolj puščica, ne. To mi je bivši socimer plavalec povedal, kaj smo skupaj trenirali, ne. Ti moraš biti kasulica, ka puščica, da imaš čim manjši vodni upor, ne. Pa ne zgubljaš energije, pa hitrejši si, tako da zapiš si to. Ampak letos sem rekel, grem jaz en korak naprej, glede na to, da Luka Turk plava v ledenih vodah, ki ima voda 5-6 stopinj, sem rekel, ja pa porka dož, da mi jaz tudi teh 18 stopinj preguru brez neoprena. Malo je bilo sicer skeči, da me ne bi krč zagrabil, ali pa kaj tazga tam na sredi jezera, ampak glih zato sem pa imel spremstvo zraven, s kajakom, če bilo karkoli narobe, da bi me lahko na hiter rešil, pomagal. Ali pa me pustil tam, da se utopim. Čeloma olimpijski bazen ima 21 stopinj, tam nek, je hladen, ko greš noter, ampak ko pa začneš migati, je pa idealno, ne. Plaval sem že v bazenih, ki so imeli več stopinj, 23, 24, 25, ti je skoraj vroče rata, no. Klepa 18 stopinj sicer, ko si začel, je bilo še kar hladen, ampak je nekako šlo. Zanimivost še vmes, recimo, ko se je naredila, ko so bili otroci ali pa kdo na supu, ali pa vid, ko je pred mano šel s kajakom, je v bistvu toliko premešal vodo, da sem kar mraz čutil. Pač, ne znam tega razložiti. Sam, če se ti po koncu postavil, te od spod, od pasa dol, te je že zeb začel, tako, ampak bolano zeb. Tako, kada se je voda na pol metra, kada je temperatura padala kar po 2-3 stopinje, tako nenormalno res. Mislim, ne znam tega razložiti, no. Moraš probati pa doživeti, pa razumeš, ne. In pa, ko je šel z veslom mim, ko je od spodaj mi malo tiste vode gor pripelo, to se je neparkrat naredilo. Ja, pauza. Letos je bila tudi pauza izredno kratka.
No dej, pel. Zvok mi motiš. Letos je bila pauza na drugi strani, mislim, da ne vem, če je bilo 4 minute, manj kot 4 minute. Vidi je celo rekel, tu smo samo 2 minute pauze. Ponavadi sem si tam vzel 5-10 minut, malo sem šel ven na sonce, da sem se odgrel. Letos niti ven nisem šel. V vod sem ustal iz kajaka, mi je dal par požirkov vode, en košček čokolade, malo unga isogela sem spil, pa spet 2 požirka vode, piči nazaj. Ne. Tako da letos je bilo res ekspresno vseeno. Pa že zato se bi gnal nazaj takoj, ampak vedel sem, da me pa še čaka še cel krog teka okoli jezera. Krčev posebnosti ni bilo, plaval sem mešano, malo kravl, malo prsno. Večji del je bil prsno. Zato, ko kravl mi najbolj ne gre, ful se utrudim, pa veliko energije zgubim, pa v nekem času manjšo razdaljo naredim. Takoj, ko sem čutil, da sem se malo spočil, pa da imam zrak, sem probal kravljati. Zato, ker sem hotel čim bolj roke aktivirati, da so noge počivale, ker sem vedel, da bom noge pa še rabil za te, ker pri prsnem se mi pa zdi, da noge malo bolj delajo. Ampak sem zadovoljen, overall sem zadovoljen, rekord je padel, to je to. Pridemo ven iz vode, prehod, ja, da sem se zbrisal, oblekel, pomagal kajak ven potegniti par šlukov vode, hlače gor, tekaške šuhe gor. Prehod je trajal 12 do 15 minut, nisem zdaj točno gledal. Se niti ne obremenjujem s tem prehodom. Ni zdaj tisto, da bi vmes šel na kavico, ampak če pa vmes pač rabim 10-15 minut, da se preoblečem, posušim, malo spijem, ker pa tudi zapit. Naslednjih 11 km, ko sem laufal okoli jezera, nisem imel nič zapit. Tako da sem rajš pa tam 3 šluke več naredil, kakor pa dehidriral tam na drugi strani jezera. In pa se je začel tek, na prvi kilometr sem bil v easy, ker si še malo tako, nisi še čista prav, ker si iz plavanja, pa sem pa kar stisnil. Prvič sem laufal brez slušalk, ful dober, ful zanimiv. Dejansko je mogoče celo boljš po eni strani, zaradi tega, ker ti slišiš telo, čutiš telo, bolj si osredotočen sam na sebe, koliko gasa še lahko daš, da ne bo prehodu, koliko ga moraš spustiti. Tako, tudi to, pa sploh kle po naravi laufati, po drugi strani sem bil tako, a res rabim MP3 pa slušalke? Ne. Na drugi strani, katastrofalen teren, tam je pač 1 km, 2 km, se vidi po cajtu, je bil ful je kamno, ful je skalovje, zato je tudi tam s kolesom prepovedan se pelati. Jaz sem kar gnal, jaz sem bil samo sredotočen, čim hitreje, sam dej. Kami je z gležnji delali, katastrofa po tistih kamnih. Enkrat tako obrnil, enkrat tako. Malo imam sreče, da imam majčkeno bolj gibljive, pa majčkeno bolj utrjene, ker delam občasno ene vaje, na enem takem krožniku v fitnessu, pa delam počepe na tistem gor, pa delam na eni nogi počepe, pa se držim na tistem gor, tako da probam te stabilizacijske kite, mišice, karkoli že to je, v gležnju ful ojačati. In mislim, da se je to kar obrestovalo. Edina stvar, ki bi jo od teka še omenil, je drugače ful huda trasa za laufati. Bolano lepa trasa, če imaš rad naravo, pa to pet okoli Bohinjskega jezera laufati. Na tej strani dol, ki so odbojkarska igrišča, ki je plaža. Koliko je mene krč tam zagrabil? Jebo mater, ej! Mal klančka je. Lufta sem še imel v plučah, noge so pa že bile težke pa bolele, to je bilo 3 km pred koncem in jaz stiskam, pa prije pa tisk klanc. Ena noga, hotel sem laufati, nisem mogel, pa sem se ustavil, sem hodil, je bilo še slabi, pa sem se čisto ustavil, da bilo ja boljš, sem hotel nekaj raztegniti, še slabi, jebo mater. Pa sem hodil naprej, koliko je pač šlo, hodil, pa je bil pa tisti klanček, počas ga je bilo konc, pa se je pa spet ravnica začela, pa je pa počas pustil, sem pa spet dodajal gas nazaj. Zato sem imel tam nekaj 10 km, mislim, da sem rabil kar 6 minut pa še. Po drugi strani sem že takoj na začetku rekel, nočem se preveč s cajtom obremenjevati, kaj pa če bi samo užival, pa dal vse od sebe. Ja, in to sem res probal skozi narediti, ampak avtomatsko skozi gledaš, abo rekord, mogo bi biti, ne. Na koncu je bil pa tudi v teku rekord, 11 km pa še neki, laufal sem uro pa 4 minute. Od prej do včasih je bil pa najboljši cajt. Dame in gospodje, 1 uro 16 sem imel en let, pa sem imel 1 uro 11 en let, 1 uro 14, pa 1 uro 9 minut, letos pa 1 uro 4 minut. Je še prostor za izboljšave, ne. Pri teku jaz mislim, da če bi dal njih 5 kg dol, bi bilo še pri plavanju pa tehnika. Ko tehniko popravim, je to. Zdaj pa še naslednji izziv.
je pa boh in preplavati po dolžini. To grem pa čez 14 dni, mislil sem zdaj v sklopu tega dopusta, ko smo tukaj te 4-5 dni. Nismo uspeli v tem dopustu, ful enih drugih stvari se je še vmes dogajalo, pa tudi tukaj noter imam še par stvari svojih za preštudirati. A veš, jaz si v ta zvezek tako noter, si kakšne plane pišem, a veš pa tako, kaj si želim, v katero smer bom šel, čemu se bom odpovedal, kaj bom naredil za to, da bom nekaj dosegel. Evo, recimo, tukaj sem pisal, gimnastika zase, kako bi jo treniral, kako bi jaz lahko še bolj napredoval, kje so treningi v Ljubljani, kje so termini v Ljubljani, komu vse se lahko pridružim in tako naprej in tako nazaj. Pa recimo rezervist, Slovenska vojska. To smo že na Spring Breaku, a se spomniš, da sem jaz na Spring Breaku takrat rekel, da delamo neke plane za prihodnost. No in tam je že bilo nekaj o tem govora. In oganeš, kaj bom zdaj naredil čez en mesec. Mislim, ne vem, če bo ratal, ampak v planu je, da se jaz prijavim za temeljno usposabljanje 3 mesece, kasneje bi pa sklenil pogodbo za rezervista, da bi bil rezervist Slovenske vojske. Zdaj že počasi vem, kdo sem, kak je moj karakter, v katero smer hočem imeti v življenju. Sem ugotovil, da sem tak človek, da rabim akcijo, rabim izzive, pa hočem še več takih ljudi spoznati, meni enakih, meni podobnih, ker tudi zdaj recimo primer, naslednji vikend, no se to boš videl, to bo v naslednji aktivnosti zdaj en hud izziv, ki se ga nisem jaz spomnil, ampak nekdo drug in sem bil tako, Modeo, ti nisi normalni. In se bom pridružil. In bom zdaj zraven šel, sicer ne isto kot on, neke stvari bojo drugače, to bom kaj drugič to povedal. Ampak ja, hočem to povedati, take ljudi, vse podobne, vse misleče. Zdaj se bo malo samo všečno slišal, ampak čas rabiš tako, kakšne žvadi zraven sebe, da te malo naprej vlečejo. En ful dober pregovor je bil: Life begins at the end of your comfort zone.